5. točko dnevnega reda, to je odlok o rebalansu proračuna občine Brežice za leto 2024. Uvodno obrazložitev bo podal magister Aleksandar Knežič, vodja oddelka za finance in proračun. Zaradi nekaterih zakonskih obveznosti, ki so začele veljati v drugi polovici letošnjega leta, prišlo do primanjkljaja sredstev na dveh proračunskih postavkah na oddelku za družbene dejavnosti in sicer gre za proračunsko postavko razliko med plačilom staršev in ceno programov v višini 270 000 evrov in pa oskrbnin v zavodih v višini 48 710 evrov. Ker ta znesek ni možno reševati s prerazporeditvami, se je pristopilo k pripravi tega obravnavanega rebalansa. Tako se del sredstev zagotavlja iz proračunske postavke Osnovna šola Rtiče v višini 100 000 evrov, ker se šola letos ne bo pričela graditi, in pa organizacije Krčekovac, kjer sredstva ne bodo porabljena zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročila. Mogoče bi te zakonske obveznosti Matejka bolj podrobno razložila. Izvolim, kaj je prosim. Lepo pozdravljeni. Skratka, župan je že na prejšnji seji napovedal, da najverjetneje bo prišlo do potrebe tudi po sprejemu novih cen za programa predšolski vzgoji. To je v bistvu botrovalo v največji meri s 1.9. sprejet pravilnik o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, kjer so nastali dodatne stroške zaposlitve, oziroma bodo nastali dodatne stroške zaposlitve svetovalnega delavca. Saj se je spremenil normativ na način, da je 20 oddelkov vrtca zaposlen en svetovalni delavec, prej pa je bil na 30 oddelkov vrtca zaposlen en svetovalni delavec. Ravno tako pa je pravilnik na novo opredeljuje sistematizacijo vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, in sicer 1 na 15 oddelkov, kar botruje kar v konkretnem znesku, ki ga bomo morali v prihodnje nameniti za to. Do konca leta to znese načrtovanih 60 000 evrov, ravno tako pa smo s 1.7. oziroma že malo prej v juniju sprejeli tudi nov sklep o določitvi programov predšolske vzgoje, ki se uveljavljajo s 1.7. in kjer je pač bilo opredeljeno, da občina sofinancira tudi 100% povišane cene v proračunskem letu. Tistim staršem, ki imajo vrtec vpisanega enega otroka, kolikor ta pač ni deležen še oprostitev države, kar predstavlja povečanje postavke tudi za 61 000 evrov. Prav tako smo s sklepom povečali tudi obseg sredstev za živila, saj smo dvignili ceno živil v mesecem otroka je 42,96 na 48,13 evrov na mesečni ravni na otroka. Tako da tudi tu nastaja dodaten strošek, ki ga moramo pokriti. Uveljavitev teh cen pa se deloma je poznalo tako na večjih odhodkih oziroma večjih stroških občine Brežice, kot tudi pri starših, saj so tudi oni zaradi višjih cen pač morali oziroma bodo morali plačati več. Potem pa ravno tako beležimo spremembe tudi na področju dviga zavarovalnih premij med preteklim in tekočim letom, saj je prišlo do novega javnega naročila, kjer beležimo tudi povečanje, oziroma pričakujemo povečanje za dobrih 17 000 evrov. Zaradi tega pač potrebujemo, če želimo pokriti zakonske obveznosti, tudi do predloga rebalansa, kot pa je še Aleksandar povedal, pač tega ne moramo pokriti znotraj oddelka oziroma s prerazporeditvijo sredstev. Ravno tako pa je prišlo do povečanja oziroma potrebnih dodatnih sredstev pri postavki 00119, to pomeni oskrbnine v zavodih.
na to dejansko nimamo vpliva, cene določajo sveti zavodov posameznih institucij oziroma domov upokojencev. Je pa potrebovalo višjim cenam zagotovo zvišanje plač, podražitev storitev in tudi energentov, kar pomeni tudi višje cene oskrbnin. Na drugi strani pa naši občani, ki so že vključeni v institucionalno varstvo, je prišlo kar pri nekaterih do povečanja obsega storitev. Z namenom zagotoviti kakovostno oskrbo za njih, pa smo potem tudi odobrili, kar je zakonsko tudi obvezano, da tudi krijemo dodatne stroške, ki so za naše občane nastali. Če samo povem še, da je v letu 2024 v oskrbo domsko vključenih 84 oskrbovancev. Ti so nastanjeni v 19 različnih domov, cene v domovih so različne. Lahko pa povem, da so se na letni ravni stroški doplačil v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 povečali kar za dobrih 23%, tako da zaradi tega je prišlo tudi do primanjkljaja sredstev tudi na tej postavki. Je pa to dejansko naša zakonska obveznost po Zakonu o socialnem varstvu, ker moramo zagotavljati iz proračuna občine stroške domske oskrbe naših občanov. Na kratko. Hvala za obrazložitev. Odpiram razpravo na tem poli. Ostali sednice. S tem zaključujemo javno razpravo. Hvala za besedo. Jaz sem pozornost, da smo na strani. Na odboru za družbene dejavnosti smo to vsebino obravnavali in seveda glede na obrazložitev, ki je bila tudi sedaj podana, smo se strinjali oziroma smo podprli rebalans, vendar kljub temu smo tej tematiki malo širše posvetili pozornost. Namreč že nekaj časa opažamo, da strani različnih domov imamo zelo različne cene, nekaj tudi v sami Sloveniji. Takrat smo se omejili tudi na domove čisto blizu nas, torej v drugi sicer državi. Mi smo prosili službe, da nam pripravijo do naslednjega odbora obrazložitev, v čem se cene storitev v Sloveniji tako bistveno razlikujejo, da prihaja pri enakih kategorijah tudi za 50% nižje cene tu nekje v naši soseščini. In jaz upam in pričakujem, da bomo to informacijo tudi dobili, ki se mi pomembno, da tudi občinskem svetu to povem. Hkrati bi zdaj podala tudi eno vprašanje, ker imam neformalno informacijo, da torej dom za ostarele Impoljca ima tudi privarčevana določena sredstva in me zanima, ali ta sredstva se ne bi dalo pretransformirati tudi v ta del, kjer bi pokrili delež oskrbnine. Seveda, ker to informacijo nisem preverila, postavljam vprašanje, ko boste dobili odgovor, prosimo za to. Sicer pa, kot že rečeno, glede na zakonska določila in jaz sem zelo vesela, da se je povečalo število svetovalnih delavcev v predšolski vzgoji, tudi na osnovnošolskem področju, saj vsi poznamo problematiko otrok, s katerimi se ukvarja cela Slovenija, ne samo občina Brežice, glede na družinske razmere in vlogo družine v današnjem obdobju. Moram reči, da je to ena zelo velika pridobitev strokovnjakov v predšolsko obdobje. Hvala lepo. Hvala lepo, na tem mestu mogoče sam komentar, da so domovi javne zavodi države, to občine, kar veliko vsem bomo poskušali dobiti informacijo do naslednje seje. Nadaljujemo magister Andrej. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Prijavil sem se k razpravi zaradi tega, ker je obrazložitev, zakaj jemljemo 100 000 evrov novogradnjo oziroma izgradnjo osnovne šole Rpiče, pravzaprav izredno skopa, tudi v uvodni obrazložitvi o tem bodo ti besede.
ampak se da prebrati nad vrsticami, češ ni razpisov, ni sredstev države in posledično ni sofinanciranja te pomembne investicije in zato ta investicija se odmika v neko nedorečeno prihodnost. Jaz mislim, da ni med nami nobenega člana občinskega sveta, ki ne bi podpiral z vsemi učinami tega projekta osnovne šole vrtiče, ampak ni očitno posluha na nivoju države za te investicije v osnovno šolstvo, zlasti na slovenskem podeželju. Jaz se v okviru tega res sprašujem in želim dodatno pojasnilo, ali se načrtuje kak razpis, kdaj bomo lahko dobili sofinanciranje države za ta pomembno investicijo in zakaj pravzaprav v tem trenutku tega ni, oziroma se to odmika v prihodnost. Ravno v vrsto po spletu sem našel objavljeno spisno dokumentacijo za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah v obdobju 2021-2024, podpisana Simona Kustec-Sipicer. To se pravi, da se, če se želi, prejšnja vlada je to izvajala, sedaj tega nimamo, nam stoji pomembna investicija, torej v to osnovno šolo. Jaz sem zadnjič v dnevu spomina na mrtve bil tam na pokopališču, gledal sem še šel in te šole res propada. Jaz mislim, da si naši osnovnošolci v vrtičih tega ne zaslužijo. In res se me zanima, ker imamo tukaj močno svetniško skupino Svobode, tam se bolj ministri menjajo, ko delajo, pa me zanima, ali bo in kdaj bo objavljen kakšen razpis in kaj bomo lahko začeli tole osnovno šolo zidati. Jaz mislim, da je občina Brežice dovolj velika občina, ko prispeva svoj skupni veš, ampak pričakujemo, da država, kot predvsej, pomaga. Pomaga zlasti na takšnih področjih, kot je obmejna občina Brežice in druge obmejne občine, tudi širom po Sloveniji, teh potreb je čuda. Zelo hitro se dvigajo normativi, povečujejo se torej potrebe po novogradnjah, hkrati se pa ne zagotavlja niti minimalnih sredstev za sofinanciranje. Torej jaz sklepam, ta šibka obrazložitev pravzaprav posledica nevedenja, kdaj bo kak razpis, oziroma če sploh bo, ali pa se motim. Jaz upam, da se motim, da prosim pojasnite mi, zakaj torej jemljamo 100 000 evrov in ali bomo te 100 000 evrov lahko implementira naslednjo leto ali leto 2026, ker ta investicija res ne more več čakati. Hvala lepa. Naj bo, da trenutno menih razpisov ni. Poskušamo dobiti kakšno informacijo. Sicer državno proračunu seveda ni nič razpisnega, nič primerjenega. Kot je bilo rečeno, mogoče tudi prošnja na vas, da naredite vse možno, da nam lepo pride tudi tu pomoč iz državne strani. Nadaljujemo Bojan Zemlik. Hvala lepa za besedo, dober dan vsem. Oglašam se pri tej točki, ker se tiče denarja. V Brežicah imamo novo javno stranišče, kar je pohvalno. Dostopno je za invalide, ima provijalno mizo, kot sem prebrala na spletni strani občine. Na državnih omrežjih pa se pojavljajo kritike zaradi stroška tega javnega stranišča. Za 44 kvadratov je šlo slabih 130 000 evrov, ki jih je v celoti krila občina, torej so ga posredno plačali vsi občani. Zato bi prosila, da pojasnite, zakaj je bila ta investicija tako visoka in javno razkrijete, zakaj vse ste pa na 131 763,51 evra. Sicer vprašanje ni vezano na rebalans proračuna, ampak bomo pripravili naslednje seje odgovor na to vprašanje. S tem pridemo na glasovanje, prosim, da se glasovanje prijavlja. Se pravi, vas odgovor na moje vprašanje je to, da ni razpisa in posledično ni te investicije, če prav razumem. Tako, v tem momentu nimamo nobene informacije o tem, da bi bil kakšenkoli primerni razpis, na katerem bi se lahko prijavili in črpali prepotrebno sredstvo za to investicijo. Osnovna šola Vrtiče bo čakala na neko negotovo prihodnost in šolali tam v tej stari stavbi, ker pač očitno država ne zmeri zemlji. Kot je Šumarčan na prejšnji seji, bom dal že sam se povedal. Kot je Šumarčan na prejšnji seji povedal, je
se zavedamo potrebe glede te investicije in pripravljamo samo finančne resurse je v pripravi. Bomo seveda to eno veliko breme za občinski proračun, če bomo celotno investicijo morali pokrivati iz vlastnih sredstev, kar pomeni, da bomo v bistvu v naslednjem obdobju primorani na marsikateri tudi investicij oziroma na njo pozabiti oziroma jih ograničiti za določeno časovno obdobje. To je trenutno edina informacija, ki jo lahko podam. Repliko glede časa. Zato, ker se je obrnil na nas posebno skupino, zdaj, če bi bilo to osebno... Ok, ker sem tudi jaz pozval nam en oseb nam priložiti se lahko. Ja, hvala lepa. Ja, zdaj najprej, ko bom odgovorila, kot je bilo prej strani župana rečeno, mi v tem trenutku zastopamo tele občino, iz posledične skupine z občine in nobeno od nas v tem trenutku tudi ni nobeni državni službi v Ljubljani, da bi lahko odločil o tem, ali bo investicija v občini Brežice ali ne. Po nam znanem vedenju in spominu, ki ga nimamo kot Šmarješka Ribica, pa vemo, da smo delali marsikatero šolo in vrtec, brez da smo imeli zagotovilo države. In na to smo tudi apelirali pri gospodu županu, da investicijo začnemo in pripravimo vse zadeve in ko bodo razpisi, da se na tak razpis tudi prijavimo. Če brez ne bomo imeli dokumentacije, tudi na koncu ne bomo spet tako, kot smo za določene investicije v preteklosti, se potem prijavljali na tiste minimalne zneske, katere smo v sofinanciranju dobili. Menim pa, da je občina Brežice tako velika, s tako veliko prebivalcev in s tako veliko dohodka, ker nam tudi vsako leto ostaja kar zajeten kupček denarja in kot je bilo že predrečeno s strani kolegice, ga porabljamo tudi za investicije, ko pravzaprav se nam kar v glavi zavrti, ker bi po vsej verjetnosti lahko to naredili za bistveno manjši denar, če bi se za to potrudili. Še enkrat apeliramo, da je nujno potrebno to investicijo začeti in ne drži, da se seveda nobeno ne zdi v redu, da bi se ne skrbelo za te otroke. Vemo, da sledi potem tudi osnovna šola globoko, če seveda ne bodo spremenili spet vrstnega reda in da tudi tam bi morali otroci imeti enake pogoje kot ostali v občini Brežice. Tako da investicija se glede na proračunski denar bi pomoč začela in bilo bi vse pripravljeno, da bi lahko takrat, ko bodo razpisi, ker se v tem trenutku plačujejo investicije prejšnje vlade in se seveda morajo dokončati, pa še nekatere pred njimi. In verjamem, da vsaj v letu 2026 spet pomeni znanih ali pa neznanih informacijah bo verjetno investicijsko leto 2026 tisto, ki bo zopet sofinanciranje. Potem mislim, hoče samo dodati, da osnovna šola je bila v proračunu za leto, oziroma je še v proračunu za leto 2024. Kajti tudi v dogovoru z vašo sredniško skupino smo na prihodnji strani upoštevali nek dogovorjen znesek in ker tega ni bilo, bomo zadevo postavili naprej. Je pa še vedno šola v proračunu, oziroma določena sredstva za začetek in izgradnjo v proračunu za leto 2025. Tako da, kaj bomo takrat, bomo pa tudi prenosili čas. Skratka, s tem zaključujem razpravo. Lahko se protim. Ne. Kot poslanke sem dobila zdaj odgovor. Lahko pa to kaj. Ok, kot poslanke, če imate odgovor poslanke, pa... Ne, si ne bom, v redu je. V redu. Ok, bomo zaključili, pa... Možemo zaključiti. Tako. Tako, imamo obrazložitev glasu, prosim, da objavimo. No, malce prijavil sem obrazložitev glasu. Proti stavljam, ne stavljam, zaključujem prijavljanje. A, to je bilo, da se počekaj. Ok.
Najprej imamo pregled prisotnosti, potem bomo podali tudi razrešitev. Tako, sedaj pa odpevem prijavljam za razrešitev glasu. Še kdo? Zaključujem prijave. Magister revizija. Ja, jaz bom z velikim preokusom ta rebalans podprl, ker pač ni drugega, zdaj smo novembra, praktično decembra in ne more se zgoditi čudež, da bi lahko 5 evrov za osnovno šolo tiče, kar pa seveda ne pomeni, da je prevalo ne potrebujemo, oziroma predvsem potrebujejo učitelji, šolarji in starši, ki gravitirajo v to šolo. Prej smo slišali, da seveda so milijarde za najrazličnejše druge namene v tej državi, rebalans je bil sprejet v tej državi, ki povečuje izdatke za nekaj milijard. Ne najde se pa nekaj milijonov, se pravi 1000-krat manj, za razpise za osnovno šolo. In potem se seveda tukaj s prstom kaže na občine, češ občine, dajte vi to same delati. In to mislim, da je skrajno nevestno, neodgovorno, zlasti do takih okolij, ki so problemska do slovenskega podeželja. Vemo, da so tam šole gibalo pač družbenega in siceršnjega dogajanja. Torej, jaz seveda pričakujem nadaljevanje odgovor, da bo razpis, verjetno v drugem mandatu te vlade, ali tretjem, ne vem, ali bo dva dosti, da se bo vse obljubljeno izpeljalo. Zdaj smo že praktično krepko preko polovico mandata in ni razpisa. Jaz seveda ne pričakujem, da bo ta razpis v kratkem. Prej smo slišali zgovornosti. Je že in? Ja, se opravičujem. Mojca Poljanič. Hvala predsedujočemu za možnost, da se lahko izrazim kot prvo. Jaz mislim, da se svetniška skupina Svoboda že zelo dolgo časa zelo na glas zavzema ravno za renovacijo oziroma obnovo osnovne šole Rtiče. Stanju, kakršno je osnovne šole Rtiče, smo pričali vsak dan, na koncu koncev poročajo tudi že mediji. Mislim, da se prav vsi člani občinskega sveta zavedamo tega, kako potrebna je ta investicija. Koliko časa je ta investicija že v planu, tudi zelo dobro vemo, tudi že od časa prejšnje vlade, gospod Vizjak. Zdaj pa poslansko, jaz sem poslanko poklicala prej, ker pač smo bili izdani skupina in odgovorila mi je, da je dogovor dosežen na nivoju ministrstva, da se v letu 2025 sofinancira obnova šol in da bodo sredstva za osnovno šolo Rtiče zagotovljena. Mi bomo vsekakor glasovali za in potrdili predlog rebalansa proračuna. Hvala za pozornost. In Igor Zorčič. Ja, mi bomo s nekim velikim prekosom glasovali za. Seveda bi si želeli, da pride do te investicije, ampak vendar glede na to zatečeno stanje najbolj logično, da se ta rebalans sprejme in da se ta denar, ki je bil predviden za projekt, ki v tem trenutku biti slučajno ni izvedel, da se nameni za druge namene. Želel bi si, da se pri takšnih in podobnih investicijah, da do njih pride. Zdaj nazadnje, nedolgo nazaj sem slišal, da je še ena zadeva postavljena, obžalujem, in sicer v prejšnjem mandatu. Vem, ker sem se tudi sam za to zadev, so bila zagotovljena tudi sredstva za obnovo Brežiškega sodišča, danes po mojih informacijah tega denarja ni več. Tako da jaz upam, da se bo vendar v prihodnje ob takšnih zadevah, ki so krucialnega pomena ali za šolarje, ali za starše, ali pa nenazadnje za delovanje institucij na našem območju, da se bo denar našel,
kot izhaja iz tega proračuna, ki je bil pravkar sprejet, denar je. Verjetno je celo premalo projektov pripravljenih, tako da se nadejam, da se bo to tudi spremenilo. S tem zaključujemo razpravo in obrazložitve glasu. Na glasovanje damo sklep. Sprejme se odlok o rebalansu proračuna občine Brest za leto 2024. Prosim, glasovanje. Sklep je soglasno potrjen.